Mislim, vedno razmišljam, kako in kaj. Tako da, mislim, nekaj pogovorov sem opravil, kako in kaj. Ampak načeloma mislim, da tudi fantje, te, ki prihajajo, me že poznajo, tako da vedo, kaj od mene lahko pričakujejo. Bistvenih sprememb, bom rekel, v nekih sistemih ali pa karkoli v tem času še ne bo. Probali bomo narediti čim več, kar se tiče obrambne tretjine in pa seveda igre z igralcem več in z igralcem manj, tako da razmišljam skozi, ampak trenutno fokus je še vedno na klubski. Vem, v kaj se spuščam, tako da sem zelo optimističen, kar se tiče tudi samega štaba. Mislim, da bomo zelo dobro sodelovali, tako da jaz mislim, da če bomo mi dobro sodelovali, da bomo tudi fantje to občutili. Rad bi videl, da je sproščeno vzdušje v garderobi, da se znamo pohecati, da se znamo zabavati takrat, ko je treba, ampak je treba vedeti, da takrat, ko je treba delati, da se dela. Pogovori so stekli z nosilci igre, nekako smo se vsi skupaj strinjali, da počijejo v tem novembrskem breaku. Vsi so nekako obljubili, da februarja pridejo, ko je turnir doma, da bomo probali sestaviti čim boljšo reprezentanco za ta turnir, da vidimo točno, kje in kaj smo. Je pa dobrodošlo to, da te fantje, ki še nimajo veliko izkušenj, da se izkusijo na zelo močnem turnirju. Treba se zavedati, da hokej bo na višjem nivoju kot je Alpska liga. Tako da pa tudi po drugi strani te starejši, ki so zraven, bodo mogoče v drugačnih vlogah, bolj kot vodje oziroma lideri v sami garderobi. Tako da nekako bo novo za vse, ampak verjamem, da se bomo dobro odrezali. O tem še nisem razmišljal, mislim, da bomo to določili takrat, ko bo čas za to. Mislim, kar se tiče poškodb, je poškodovan Jure Sotlar, Boštjan Goličič. Ostali pa nekako so me prosili, glede na to, da imajo zelo zahtevne vloge tudi v klubskih tekmovanjih, zlasti KHL, DL, Švica. Treba se je zavedati, da ritem tekem je močan, da zelo veliko časa preživijo na ledu, da nekateri imajo mlade družine tudi, tako da bojo izkoristili za ta čas za počitek in pa seveda za bom rekel, preživljanje časa z družino. Jaz se, kar se tega tiče, nimam nobenih zadržkov. V glavnem, da fantje pokličejo pa povedo, da se ve, kako in kaj je. Mislim, da smo prišli toliko daleč, da so fantje tudi sami me poklicali, nekateri, da so upali vprašati, kaj in kako, da so upali povedati, da bi radi bili fraj, da mogoče v tem trenutku se ne čutijo, da bi rabili pavzo. Tako da, dokler bo komunikacija tekla normalno, mislim, da bo vse okej. Zaenkrat teh informacij še nimam, ampak kolikor poznam, jaz ne verjamem, da bojo Francozi z najboljšo reprezentanco. Jaz mislim, da Latvijci prav tako ne. Mogoče bojo Belorusi še najbolj močni zaradi tega, ker imajo turnir doma, ampak jaz mislim, da te informacije, kakšne reprezentance dejansko bojo prišle, bodo v naslednjih dneh se vedeli, ker entry form za turnir je bilo treba oddati, tako da mislim, da takoj, ko bo to prišlo ven, da bom tudi jaz to dobil. Zdaj, treba se zavedati, da ne bomo vsi takoj prišli, nekateri imajo še v ponedeljek zvečer tekmo, nekateri so igrali pozno v nedeljo zvečer in se vračajo tokom ponedeljka, ampak to je, bom rekel, peščica igralcev. Se mi zdi, da je fajn, da se nekako dobimo, da se spoznamo, nekako, da je to malo bolj umirjeno, da ni tisto takoj, ko se dobimo, da začnemo letati od majstra, pa to je treba zaurediti, tu je treba zaurediti, drsalke nabrusiti, da imamo čas, da potem v torek zjutraj preden gremo na let, lahko opravimo en dober pogovor, kako in kaj se bo dejansko delalo na treningih, kaj bom od njih zahteval in da potem lahko delo poteka nemoteno. Edini, ki je nekako ne nakazal, ampak ni še 100%, kako in kaj, je Aleš Mušič.
pač vemo, da ima novo pridobitev pri otroku, tako da ne vejo, kako bo z vrtcem. Ampak na koncu koncev Aleša toliko že poznam dobro in na koncu smo skupaj igrala, treniral sem ga, tako da vem točno, kaj se od njega pričakuje, tudi ve se, kakšna vloga mu pripada v reprezentanci, tako da mislim, da tle, kar se tega tiče, spet nima kaj dosti povedati. No. Vse ostalo pa mislim, da je bilo po dogovorih. Ne, se si ne moramo privoščiti, da bi kjerkoli prečrtal. Jaz samo upam, da bodo vsi igrali čim dlje, da bodo vsi imeli klube in pa seveda, da bodo prišli lačni na zbor reprezentance. To je edino, kar meni je važno.